Dobrodošle spet v skupini Zavetje o sebi. Jaz prejle nisem mogla naštimati kamere in sem potem dala kar, da sva obe gor, tako da zdaj vidite mojo gostjo že takoj. Živjo, Apolonija. Živijo, pozdravljena. Ja, najprej sem se že malo kregala na njo, zakaj mi ni povedala, da bo tako svetleča in tako lepa, ker sem tudi jaz hotela biti, ampak je rekla: "Glej, to je tvoje." In ful dobro si rekla, ker sem tudi jaz razmišljala, da bi bila malo svetleča, ker imam eno obleko, ki jo samo takrat decembra lahko oblečem, a ne. In danes, ko to ve gledate, midve sva se malo prej že zmenili, je božični večer, a ne. Ampak to, ja, to je ravno, mislim, to je slučajno, ker je zdaj četrta sreda, ali pa tudi ni slučajno, ker sem si želela, da decembra govorimo o hrani, malo drugače, in Apolonija, s katero sva že imeli neke intervjuje in predavanja, je itak, ki si idealna za to, a ne. Zdaj, jaz bi samo o tebi povedala, kar jaz vem, da si certificirana svetovalka tradicionalnega kitajskega zdravilstva in izvajalka ene metode oziroma ene abdominalne masaže, ki je niti ne znam izgovoriti, pa mi povej, kako se zgodi? Činaj cang, ja. Kako? Činaj cang. Okej. Kaj pa to pomeni in kakšne koristi prinaša? Činaj cang je v bistvu masaža notranjih organov, tudi razstrupljanje organov in deluje na vseh 5 sistemov v telesu. Tako na hormonski kot na energijski, na živčni sistem, na krvnožilni sistem in na našo limfo. Tam je torej doma življenje. A je boleča? Ne, ni, načeloma ni. Jaz sem rada ne verjamem v bolečino in delam nežno. Je pa res, da včasih tudi lahko kaj zaboli, če ima oseba zelo veliko neravnovesja, ampak mi pove in sem tam nežna, a ne. Ni pa zdaj to taka bolečina grozna, a ne. Ampak ja, lahko pa malo čuti, a ne. Dokler so zastoji, pač čutiš, da se nekaj dela, a ne. Ko enkrat čisto nič več ne čutiš, je že vse sproščeno in pretočno, a ne. Se pravi, v bistvu, če prav razumem, a ne, če delujemo na vse te sisteme, se dobro počutimo tudi tako čustveno, a ne, ker se Da. Okej, kul. Zdi, da ker je hrana tudi v bistvu informacija, energija in je povezana zelo s čustvi, a ne. In hranimo tudi čustva s hrano. Ja, ja, itak, itak. Okej, ti sicer učiš, oziroma skozi prehrano in zavestno prehranjevanje, ja, učiš ženske prisluhniti modrosti svojega telesa in se ponovno naravnati na tisto, povezati s svojo naravno močjo. In tako mi je všeč, ka govoriš o tem zavestnem prehranjevanju. Ne vem, koliko drugi o tem govorijo, jaz še nisem veliko ljudi slišala o tem govoriti. In mi je tako, kar ene vzporednice sem potegnila, a veš, med tabo pa med sabo, a ne, ker tudi to, kar pač ti govoriš, kar se tiče hrane, jaz govorim, kar se tiče, kaj damo nase, a ne. In tako prav ene 3 vzporednice danes, ke sem razmišljala, in sem rekla: v glavnem, ti ne želiš, da se mi počutimo neke krive, da smo v nekih strogih dietah, a ne, ampak res popelješ na to pot celostne preobrazbe skozi sezonsko, preprosto, zavestno hrano po tradicionalni kitajski medicini. Jaz moram povedati, da sem imela zelo dobro izkušnjo letos s tabo z razstrupljanjem. Tudi, mislim, dobro sem se počutila, shujšala sem, ne bom zdaj povedala, da sem že šla na dajo, ampak moj organizem si je ta standard, bi rekla, zelo dobro zapomnil, a ne.
In to je, to te potem zna opozarjati zelo dobro in ti pove za vsako tvojo nekako, pizdarijo, po domače povedano. Ja. Enkrat nekaj veš, ne, na kateremkoli področju življenja, ko imaš neka znanja, ke nekaj enkrat veš, ne moreš se več delati, da tega ni, a ne, ker ti ne dovoli v bistvu telo, a ne, in te opozarja, a ne, in ja, disciplina je zelo taka moška energija, a ne. In ženske v tem obdobju, v času, v katerem živimo, smo zelo veliko prevzele, če tako ali tako te moške energije in moramo stopiti nazaj vase, v svojo žensko energijo in biti nežne in sprejemati, a ne, sebe in tudi to, ampak to, kot si rekla, treba se je naučiti tudi slišati sebe, a ne, ker če slišiš, kaj ti telo govori, potem, ne bomo prišle do bolezni, ne bomo rabile slišati, v bistvu, ko telo začne kričati. Ker če ne slišimo njegovega šepeta, se to stopnjuje. Ja, res je. V glavnem danes bomo pogledali, tako, kako lahko v bistvu skozi hrano vsak dan izraziš tudi ljubezen do sebe, a ne, kako je pravzaprav lahko hrana ni samo obveznost, ampak je nežen obred. Potem, da je zavestno prehranjevanje največji dar, ker je to pravzaprav hrana, ki nas podpre, pozdravi, zato si dala tudi tako naslov tega predavanja, a ne, Hrana kot zdravilka. Dotaknile se bomo razstrupljanja, kje sploh začeti, recimo pa, kako pristopiti k prehrani decembra, ko je vsega preveč, in pa pol januarja mogoče, ko vsi mislimo, da moramo 1. 1. začeti hujšati. A ne? In ravno zaradi tega, zaradi te zadnje točke se mi je zdelo, super, da je to današnja tema, čeprav nisem želela. Mislim, da je to pač tema decembra, čeprav nisem želela, da je ravno na božiču, pa da nimam jaz nič okrašen, pa da nimam jaz nobene obleke. In Emo, predajam ti besedo, prosim. Hvala, 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 Darja, hvala za povabilo, da sem danes tu. Torej, ja, jaz bi rada, da se, dotaknemo malo tega, zakaj je hrana zdravilka nas, na malo drugačen način, kakor ste po navadi navajene slišati, zato danes ne bomo govorile o nekih dietih, pravilih. Da jaz naštevam, kaj smeš pa kaj ne smeš, ampak bomo govorile o sebi, o tebi, o našem telesu, o naši energiji, o ciklih, o naravnih ritmih, o tem, kako hrana lahko postane res največja podpora, učiteljica in, ja, naša zdravilka. In že če zapreš oči in, narediš en globok vdih pa izdih in se vprašaš, kaj sem danes dala vase, kaj sem dala svojemu telesu, svoji duši, svojemu notranjemu miru. Je že malo težje odgovoriti, a ne. Spomnimo se, kaj smo dale nase, a ne. Kako smo se uredile, a smo si oprale danes glavo, katero oblekco smo dale, ampak kaj smo dale pa vase, kaj smo sebi podarile, a ne, tukaj v bistvu se začne že tisto, a ne, ke jaz rečem zavestno, a ne, ljubezen se začne v našem vsakdanu, a ne, pri prvem grižljaju, a ne, in pri prvi odločitvi. Ko se vprašaš, kaj me danes podpira, kaj moje telo danes res rabi, kaj potrebuje, a ne. In to je tako povabilo, a ne, da gremo nazaj k sebi, v čutenje sebe, a ne, ampak tudi odgovornost, a ne. Tisto nežno, srčno odgovornost, ke nas nekaj ne pritiska, ampak objame, a ne, zelo rade si damo kakšno krivdo, a ne, sploh zdajle v decembru, ko bomo malce več grešile, pa se bomo družile in tako, in pol imamo hitro krivdo in si takoj naložimo diete, a ne, v januarju. Ampak kakor reče Nina, krivda je v bistvu iluzija, a ne, odgovornosti, ne, ker nismo odgovorne zase, a ne. Ampak tudi tukaj lahko začnemo na tak lep, nežen način, a ne. Torej, jaz vedno rečem, da
ne čakati spet na jutri, kakor mi zelo radi z vsemi prelagamo, saj ko bom pa to še naredim, pol bom pa to, ko bom to, bom še tako, a ne. In ko pride januar, ne, tamle prvi še ne, bom čakal na tega in začnem hujšati, a ne. Klasika za nas ženske, a ne. Ampak kaj, če tega jutri ne bo, ne? Mi imamo samo danes, tukaj, ta trenutek, tukaj in zdaj, a ne. Tako da, začnimo vedno tukaj, a ne. Da ne čakamo na jutri, ker, in vedno lahko v tem trenutku nekaj narediš, ne. Ne rabimo se vsemu odreči, daleč od tega, življenje je lepo, če ga živiš, tako da tisti, ki me poznate, veste, da sem ful žurerka, tako da me včasih komaj sledijo, ampak, vseeno, če ti nekaj zavestno počneš, veš, kakšno energijo, veš, kaj svojemu telesu narediš, to je čisto nekaj drugega, a ne. In ljubezen do sebe ni samo to, kako izgledamo, a ne, ampak ljubezen do sebe je tisto, kaj damo sebi, kaj si podarimo, a ne, kaj damo vase, kako se po hrani počutiš, kaj te podpira, katera hrana te podpira, katera te izčrpava. Ali jem zato, da se nafilam, a ne, da zatrem svoja čustva, da sem, sita, ali jem zato, da se res nahrani moje telo, a ne. Teh vprašanj, zdaj, če bi si mi postavljale vsakodnevno ta vprašanja, bi veliko bolj zavestno, a ne, stopile k sebi pa bolj zavestno bile, a ne. Si jih nočemo postavljati. Ja, nočemo, seveda, a ne, zato ker pol moramo prevzeti, a ne, odgovornost, če si jih postavimo, a ne. In, to so v bistvu taka vprašanja, ki nam lahko spremenijo življenje, a ne, ne dieta, ne črtne kode, ne kalorije, ne, ker hrana je stik z nami, je odnos z nami, a ne. In si tudi povemo, da smo pomembne v resnici, ke postavimo hrano na prvo mesto, a ne. Zato ker v bistvu, s tem ker je to naša odločitev, katero sprejmemo, odgovorno jo sprejmemo, da bomo poskrbele za svoje telo, ker če mi jemo, a ne, recimo neki junk, nekaj na hitro, kaj v bistvu s tem delamo? V bistvu sebe kaznujemo in se v resnici tudi ponižujemo, ne dajemo se na prvo mesto, na drugo in se kaznujemo, ker v bistvu to nam ne bo naredilo dobro, a ne. Počutile se bomo slabo slej ko prej, nismo si všeč po tem, kako izgledamo, skozi smo v nekih jojo učinkih in tako dalje, a ne. Tako da, seveda prisotnost, a ne, brez nje tudi zavestno prehranjevanje seveda ne gre, gre z roko v roki, a ne, v bistvu, a ne. In brez tega ni zdravja, ni ravnovesja, ni stika s sabo, a ne. In vsakič, ko zberemo hrano, ki nas nahrani, ki nas napolni, zberemo tudi sebe, a ne. Tako da jaz bi rada, da razmišljamo o tem, da hrana ni neka obveznost, ke je v bistvu obred ljubezni do sebe, a ne. Zdaj, če pogledamo sicer malo s tradicionalne kitajske medicine, vemo, hrana je energija, to je prvo, kar vas učim, jemo zato, da dobimo energijo in tako dalje, ampak hrana je tudi informacija telesu, kaj naj s tem počne, hrana je tudi čustvo, a ne. In vsak grižljaj nosi svojim organom sporočilo, a ne. A se pogrejem a se ohladim, ali se podprem ali se izčrpavam, ali se pomirim ali se razburim, a se prizemlim ali se dvignem v kaos, a ne, a se nahranim ali si vzamem moč, a ne. In hrana komunicira potem nadalje tudi z našimi, organi, a ne, se pravi sistemi jetra, a ne, napetost, jezo, frustracijo, a ne, ali jo polnimo ali jo v bistvu dajemo v ravnovesje. Srce, tukaj so nemir, nespečnost, preveč misli, razdražljivost, a ne. Vranjica na drugi strani, ta skrb, premlevanje, občutek teže, varnost, a ne. Hrana je v bistvu tudi varnost za naše telo. Vranica ni naključje, ke je povezana s hrano, je tudi povezana z našo varnostjo, njegovo čustvo je skrb, a ne.
Ker če mi jemo in damo telesu redne obroke 3-krat na dan, mi dajemo telesu varnost. Vranica ve, da bo dobila vedno ob rednih obrokih, bo dobila ona hrano in lahko bo delala. Če mi stradamo, če mi v bistvu spuščamo obroke, a ne, če jemo enkrat tako, seveda vranica te varnosti nima in posledično smo seveda spet lahko malce bolj v skrbeh, a ne. Pljuča, seveda pljučem dajemo žalost, občutek izgube lahko, a ne, in ledvica, seveda strah, izčrpanost, nesigurnost, pomanjkanje volje, a ne, da nekaj ne moremo narediti, a ne. Tako da, ke te razumemo, da je to vse povezano, a ne, je veliko lažje, in se na vprašanje in se ne sprašujemo več, a je zdrava ta hrana ali je nezdrava, a ne, ampak se bolj sprašujemo, kaj ta hrana pove mojemu telesu, kaj mu kaj prinašam, kaj je to za moj živčni sistem, kaj je to za mojo energijo, a mi jo bo dalo, a mi jo bo vzelo, ne. In to se začnejo pol tisti momenti, ke v bistvu, kjer hrana zdravi tam, a ne, kjer ne seže nobena dieta, a ne. Vemo, da diete na hitri rok itak niso dolgoročne, da so jojo učinki, ampak da povzročajo več škode kot koristi, a ne. Ampak, in treba je pogledati, da če ne spremenimo, a ne, tega zavedanja, da jemo zavestno zase, da smo nežne do sebe, potem tudi ne moremo prinesti pravega ravnovesja, miru v svoje, tudi čustva ne moremo pol postaviti, a ne. Tako da jaz vedno rečem, hrana je tudi ogledalo odnosa, ki ga imaš ti do sebe. In ko pogledaš v resnici na krožnik, pogledaš nase. Kaj si jaz pomenim? Pogledala si naredim najlepši krožnik, postavitev ali pojem mimogrede stoje, a ne, zato jaz vedno, tudi ke sama jem, si naredim pogrinjek, a ne. Tudi če nesem s sabo hrano za na pot, si naredim pogrinjek. Meni je to zelo pomembno, a ne, da imam lepo okolje, a ne, da se pocrkljam, ker to mi tudi pove, sem prisotna, kako postavljam meje, koliko sem nežna oziroma stroga do sebe, in kako jemljem odgovornost zase, za svoje počutje. In ke se usedeš k krožniku, se v bistvu usedeš k odnosu do sebe. To je ena taka moment bil zame, a ne, ki ga probam tudi mojim puncam ozavestiti, a ne, da nismo samo ono mehansko, ke nekaj preberemo, ampak da začnemo razmišljati, se pogovarjati o tem, a ne, ker s tem, ke si postavljamo ta vprašanja in si začnemo dajati odgovore, lahko začnemo zares narediti spremembe na dolgi rok, a ne. Da naredimo spremembe, življenjskega sloga, ki nam potem tudi prinese vitalnost, dolgoživost, ravnovesje, a ne, ker vedno moramo iskati ravnovesje, tako ke yin yang, ampak v vseh življenjskih situacijah, a ne, tudi s kožo, a ne. Recimo Darja, ti, a ne, moramo dati prave stvari na kožo, a ne. Če jaz dam preveč kreme, premalo je narobe, če ne dam pravih, a ne, tisto, kar meni ne paše, čisto isto je, a ne, kaj dam vase, kaj dam nase. Ja, ampak ni enostavno se to vprašati, veš, pri hrani, tako, a ne? Ke pol te kar malo lahko, Razgališ se. Sam pred sabo se lahko razgališ. ja, razgališ se, ja, in pol vidiš, okej, ampak a je, ne, jaz sem danes na hitro pojedla recimo hrenovke, a ne, ker je pač to bilo najbolj na hitro, pač neke veganske, sploh niso dobre, res ne. Ampak je odgovor zdajle bil pri meni: "Ampak saj nisem imela časa." Ma vraga, nisi imela časa. Ja, hvala. To imamo vse, a ne, nimam časa, a ne. Preveč hitimo, preveč smo v naglici vsepovsod naokrog, a ne, ampak ja, življenje nas pol ustavi, ke smo bolne, pa kar imamo čas, a ne. Ga moramo imeti, ga najdemo, a ne. In, telo nam bo vedno povedalo, a ne, saj tudi jaz včasih nimam časa,
a ne, je res, da jaz si življenje načeloma organiziram okrog hrane, ker meni hrana vse pomeni, a ne. Ampak se mi je zgodilo včeraj recimo isto, sem imela že zgodaj zjutraj stranko in sem spila svoj imunski eliksir, ko so vsi okrog bolni. Sicer sem si dala malo več meda not, tako da moj telo je že nekaj dobil. Ampak je bila ura že 11, ko sem jaz šele imela prvi obrok in je bilo ono, kako si lahko, a ne. In isto nisem imela časa, ker sem imela že vnaprej stranke, a ne. In moje prvo, kar je bilo najbolj hitro, so bila jajčka, a ne. Ampak ja, že ono, ke sem si jih delala in jedla, sem si sicer, jaz si potem vedno vzamem čas, a ne. Ampak tudi tukaj, ke nimamo časa, imamo nekaj izbire, a ne. Izbire imamo že tudi, ko gremo v trgovino, kaj kupujemo in tako naprej, a ne. Ker razumemo tudi, kaj je v vseh teh, kaj je živa hrana, kaj je polnovredna hrana, ampak ja, se zgodi, a ne. In včasih nimaš kaj, ampak vedno lahko izbiramo med A pa med B, a ne. Tako da teh trenutkov, a ne, nimam časa, a ne, tega je ogromno. Ampak mi v bistvu, glih včeraj je bila ena pri meni pa je rekla: "Veš, koliko smo ta mindset naš, ne, vse imamo na elektroniko, ko roboti, sesalec nam sesa, pomivalec nam pere, vsepovsod imamo neke gumbke, ke pritisnemo, ampak mi še zmeraj nimamo časa. Nimamo časa zase, nimamo časa za hrano, a ne." Ker imamo vso to robotiko samo zato, da mi lahko še več delamo. Da smo lahko še bolj odsotne v sebi, a ne. Tako da tukaj moramo tudi mi malo razmisliti vsaka pri sebi vedno, a ne. Zakaj, ja, seveda imam Roboroka, ke še pomiva zdaj, ne rabim jaz, ampak vseeno si moram nameniti čas v dnevu in za mojo hrano in za moje gibanje, a ne. Da se tudi nastavim, ker če ne, ne bo ravnovesja, ne bo šlo na dolgi rok, a ne. Nekje bo enkrat zaštekalo, a ne. In jaz sem zdaj z enimi prijatelji se dobivamo recimo, da imamo druženja enkrat na mesec ali pa na 14 dni, da gremo skozi, en drugemu dajemo nasvete o delu pa tako, da se malo pogovarjamo. In se dobimo nekje zunaj in gremo na zdravo kosilo, ne. Enkrat, dvakrat, trikrat, ne morem več, razumeš, ke je kao vegansko in ti dajo plastično solato gor. Sem rekla: "Dragi moji, vse lepo in prav, ampak bom jaz drugič skuhala, prosim, ker ne morem več, ne." A veš, pa grem rada ven se pocrkljati in tako razvajati, ampak seveda, če hočeš ti zunaj nekje dobro jesti, ponavadi je to dlje traja in je tudi ponavadi dražja restavracija, ki si lahko privošči tudi kvalitetne sestavine, a ne. Ker nekdo, če ti da malico za 5, 8, 10 evrov, verjemi, da to ni živa hrana, a ne. Tako da v tem nam delajo in mislim roboti in ne vem, kaj to. Jaz se spomnim, da jaz sem, v bistvu med tvojim razstrupljanjem sem vsaj 1 uro posvetila hrani, pripravi, ampak jaz sem se tega časa veselila. Ja, in tudi, ke si pripravljala, si bila veliko bolj v zavedanju, Tako, ne. tako. A veš, in se veseliš in kuhaš drugače. Ke imajo tudi kolektiv, da naredi. Ja, in v tem je poanta, a ne. In tudi pri razstrupljanju, a ne, ni pomembno zdaj samo to klasično razstrupljanje, vzamemo vse stran, a ne. To pomeni, da se vračamo tudi k svojim prisotnosti, k zavedanju, a ne. Nazaj k naravi, a ne, k ritmu, a ne. Ker mi imamo ful rade, a ne, da je vse nekaj na hitro pa tako, ampak nič se ne zgodi čez noč, a ne. Tudi naši izzivi se niso zgodili se tako in tudi narava ima vse v svojem ciklu, a ne. In ženske ful nerade slišimo, a ne, da januar ni čas za razstrupljanje, a ne. Zato ker takrat so glih obljube delajo pa ampak januar je čas ledvic, je čas počitka, umika, a ne. Takrat je naša energija najnižja, a ne. In, če mi gremo januarja na razstrupljanje, a ne, se damo svoja ledvica v stres, živčni sistem se napne, presnova nam pade, kar je najpomembnejše za ženske,
da nam tudi progesteron, naš naravni balzam, blažilec stresa, pade še nižje. Ker zaradi stresnega okolja, v katerem živimo, imamo že tako prenizek progesteron, ke je naš blažilec stresa. In če gremo v drastično razstrupljanje v nepravem času, seveda ta progesteron strmoglavi, in pol slej ko prej itak ne zdržimo, nam ne uspe, imamo spet ono, vse me vrže s tira, nimam volje, ampak tukaj ni problem volja, ni problem karakter, ni problem motivacija, ampak problem je napačen čas, Slediti naravi, mi smo del narave. In ko poslušamo in sledimo naravi, vse v pravem času, se potem tudi zgodi. Tako kot kmet, Kmet seje, kmet ne seje pozimi, kmet seje spomladi in ne pričakuje rezultatov čez noč, Počaka, da je jesen, da je obrodilo, In zato ima tudi razstrupljanje pač svoje cikle, se je treba nanj pripraviti, potem gremo v jedro, ko je telo že malo pripravljeno, in potem se zopet pripravimo nazaj na ono, In nisem prestraš strogih razstrupljanj, Moje razstrupljanje je res nežno, za večino ljudi primerno, Ampak vseeno, če ima nekdo izzive, vedno pozove mene na eno, da se slišimo, da vidim, a je to primerno zanj ali ne, ker če imamo preveč izčrpano telo, če smo v izgorelosti, nam lahko to spet škodi, Je treba drugače postopati in pristopiti k telesu, Na drug, bolj nežen način, In zato jaz vedno rečem, že zdaj decembra lahko ene stvari naredimo, Privoščimo si tisto božično večerjo in novoletno zabavo, ampak vmes se dajmo čim bolj v ravnovesje, najdimo, Če drugega, potem pustimo telesu, da malo se spočije od tega, Ker telesu je to naporno, In zdaj dobro, mi, ke smo v celoletnem recimo programu, jaz celo leto delam po ciklih, po organih, z mojimi dušicami, In mislim, smo se že pripravljamo cel november in celo polovico decembra na to rajanje, da ga lahko in da imamo pol polno energije in da ne zbolimo februarja, Ko bo ke je največji boom grip in tega razsajanja, Če pa nekdo nič ne dela, pa začne z drastično dieto januarja, bo slej ko prej telo kapituliralo, oziroma bo zbolel, In ta stalna neravnovesja so tista tudi, ke spet izčrpavajo našo energijo, naše telo, Tako da, ko počnemo to z naravo, tako ke narava dela, v bistvu nas hrana je hrana tista, ki nas zdravi, ampak tudi v bistvu postane, zdravilka tudi našega tega notranjega, našega jaza, naših čustev, ne samo organov in odsotnosti bolezni, Vedno mislimo, da smo zdrave že, če smo samo odsotne, če bolezni ni, Tako da moramo tudi v tej smeri, razmišljati, Po drugi strani pa telo se rabi razstrupljati vsak dan, naše telo je super stroj in on se razstruplja vsak dan, ponoči jetra, če mu dovolimo, delajo razstrupljanja, in bolj ko stopimo v predmenopavzo, menopavzo, je to še veliko bolj pomembno, takrat so jetra še bolj šibka in ledvice, ki presnavljajo hormone, so odgovorne za naše hormone in je potrebno jetra in ledvice, ki sta naša glavna razstrupljevalna organa, podpreti, In podpreti jih tudi z veliko, zelenjave, zeleno zelenjavo v zimskem času, toplo hrano, Da je vse toplo, da ni nič hladnega, tudi januarja, nobenih še smutijev, pa hladne hrane, Da je čim več toplega, da telo čim lažje to predela in na najlažji način in da čim prej dobimo mi tudi energijo iz te hrane, Prosim? Smutijev pol pozimi v bistvu. Ne se januarju, počakajte, da je pravi čas, seveda pa lahko damo mi stran sladkor pa alkohol pa tako pa preveč mastne
stvari, da se že malo pripravimo, a ne, potem na pomladno razstrupljanje. Pomembno je, da se zavevamo tudi vsak dan. Razstrupljanje so taki grenko kisli okusi in veliko zelenolistnate zelenjave, da to vnašamo vsak dan, tako kot probiotike, a ne. Da imamo vsak dan neke zelenolistnate zelenjave, da imamo morda zdajle kakšne vložene tudi artičoke, a ne, pozimi, a ne, ke so grenke, a ne, ke še ni regrata, a ne. Da damo ful, ne vem, ohrovta, brokolija, blitve, špinače, a ne, da je dosti tudi teh zelenolistnatih, ki jetrom pomagajo, ke barva jetra je zelena, a ne. Ledvica na drugi strani pomaga, da je pa to toplo, a ne, da je fižol hrana, ki nas greje, ki nam pomaga na ta način ohranjati našo energijo, a ne, jesti, a ne. In ko tudi ta dvoje, a ne, ker, jetra in ledvica sta tak tandem tudi za naše hormone, a ne. Jetra filtrirajo presežke hormonov, predvsem estrogen, a ne, uravnavajo krvni sladkor, vplivajo na PMS, na naše razpoloženje, na napetost, čistijo našo kri. Na drugi strani ledvice hranijo našo življenjsko esenco, našo življenjsko energijo, podpirajo reproduktivne hormone, izločajo odvečne hormone in sodelujejo seveda tudi v stresnem odzivu. In en brez drugega ne gre, a ne, in če so jetra preobremenjena prehitro, trpijo tudi ledvica. In če so ledvica izčrpana, potem trpijo tudi jetra, a ne. To je to logično. Razstrupljanje pozimi izčrpa ledvice, razstrupljanje spomladi pa razbremeni jetra, a ne, in oboje v pravem času v bistvu nas zopet zdravi, a ne. Tako da, ke mi gremo, a ne, nazaj, da najdemo, a ne, ko to vse razumemo, ko gremo nazaj k tej prisotnosti in jo ne jemljemo kot obveznost. Tudi razstrupljanje ni obveznost, ampak je neki obred, a ne, obred sam s seboj, darilo sebi. Vidim se, slišim se, ne, nahranim, a ne, telo, sem vredna dobrega, a ne, in pol postane hrana kot neka, jaz rečem meditacija, je naše sidro, je toplina, je v bistvu stik z nami, a ne. In ta stik je tisti, ki tudi nas zdravi, a ne. In mi se lahko vrnemo v zdravje samo takrat, ko začnemo živeti s telesom in ne proti njemu, a ne. Ker če mi damo nekaj, kar ni najbolj optimalno za svoje telo, vase, naenkrat, a ne, to ke konstantno počnemo, v bistvu se zastrupljamo, a ne. In ko hrana postane tvoja zdravilka, a ne, postaneš tudi ti v resnici zdravilka svojega sveta, svojega notranjega sveta, a ne. Tako da, jaz bi tukaj nekje, zaključila s to mislijo, a ne. Pa ke ziher imaš ti še kakšno vprašanje. Ja, v bistvu razmišljam, da mi itak vemo, kaj ni v redu za nas, a ne. Saj mi vemo, da tisti čips ni dober, a ne. Ampak, a veš, to ravnovesje najti, kako je to fajn včasih in kako pač vemo, da ni, mi vemo, da to kaj ni zdravo, saj težko rečemo, da ne vemo, a ne, da imamo neke Vemo. Ja, za ogromno stvari vemo, da niso okej, a ne. Ampak to je tisto, a veš, ke je ta balans, ke je to ravnovesje, a ne, ker naš je pa tisti, ke skozi hoče ono po starem in nas sili, a ne, in ego, a ne, on hoče, da mi nismo tako fajn, a ne, in nas skozi sili v te stare vzorce in Zavajanje, ja. preprosto, če smo jedli 20, 30, 40 let neoptimalno, a ne, ni tako preprosto iz danes na jutri, a ne. Zato tudi jaz, sem naredila celoletni program, da gremo res v poletnih časih počasi, ker vmes se zgodi življenje, to ni kratka doba, a ne, eno leto je kar dolga doba. In vmes se marsikaj zgodi, se zgodijo cikli, tako kot smo mi ciklične, in življenje je ciklično, narava je ciklična. In da se tudi naučimo, ke malo pademo, da se naučimo pobrati, a ne, in da ni nič narobe,
Ne moreš biti celo leto na razstrupljanju, tako kot na pomladnem razstrupljanju, recimo, a ne, ke smo, takrat je energija čisto druga, se res lahko držimo in se ful dobro počutimo. Pol bi ene to kar skozi držale, ampak življenje se ti zgodi vmes, ne gre in tudi ni prav, a ne. Je prav, da imamo to pravilo 80-20, ki ga lahko implementiramo in ga lahko damo v življenje, a ne. In tudi, ke se učimo tega slišanja sebe, a ne, če imamo mi zelo zapacano telo, velikokrat tudi ne slišimo marsikaj, a ne, mislimo, da je recimo mleko v kavi nekaj najboljšega za nas. To je moja prijateljica bila milijon procentov prepričana, da imam jaz narobe, a ne. In ni hotela dati stran, ne, ker jaz čutim, je rekla, jaz čutim, kako to dobro naredi. Sem rekla, okej, v redu je, pač ko boš pripravljena enkrat, te bom prosila za en mesec, da boš brez mleka, ne. No, zdaj je brez mleka, a ne. Ker je, ampak se je sama odločila, a ne, ker ko je enkrat bila, a ne, en mesec brez in potem probala, je ugotovila, da je pa res fajn, a ne, da ta mleko pa res tišči po tem, a ne, oziroma ima take in take posledice na telesu. Tako da, ke enkrat telo res prečistiš, ko ga daš na ta reset, jaz rečem na tovarniško nastavitev, takrat res začneš slišati svoje telo in ga res lahko začneš poslušati in mu daš tisto, kar najbolj rabi. Ampak ja, velikokrat ga ignoriramo, ker in gremo čez sebe, a ne. Ja, jaz mislim, da je dostikrat, pač odločitev tista, a ne, ki jo ne sprejmemo, a ne. Včasih moramo se sami sebi zavezati pravzaprav, a ne, da se odločimo nekaj, tako da ja. No, jaz ne pijem mleka, ampak ke si ga že glih omenila, a ti mleka, torej po tem, tradicionalni kitajski medicini mleka načeloma ni? Ne, v resnici, je res, da s starostjo se nam vsem zmanjšuje encim za prebavo mlečnih izdelkov, ampak ni, da zdaj noben ne sme mlečnih izdelkov, a ne. Je treba vseeno pogledati posameznike, določenim dovoli, pa odvisno je, koliko smo mlečnih izdelkov že v življenju pojedli in tako. A imamo intoleranco ali ne na mlečne izdelke, a ne. Tako da ni to, da daš kar a priori stran, ne. Je pa res, da če že veš, da v tvoji družini nekdo ima recimo krčne žile, babice, tete, sestre, potem tudi ti nimaš encima, a ne, se pravi, si tudi ti intolerantna in slej ko prej se ti pokaže. Je zdaj odvisno, kje imamo mi, kakšna morfologija smo, se pravi, kakšna je naša konfiguracija telesna, kje se bo tudi pokazala ta intoleranca, a ne. Enim da žile izstopijo, se žile mašijo, drugim lahko kaže to kot sluz na pljučih, kašelj, bronhitis, a ne, vlaga v telesu. Enim to na debelosti, različno, a ne. Tako da je vedno potrebno pol seveda pogledati, a ne, kje ima oseba zares izziv, a ne, a ga lahko ali ne. Jaz imam sicer intoleranco na mlečne izdelke, ampak, včasih to, ko si ti rekla, sem jedla te veganske hrenovke, a ne, včasih to umetno lahko ima še več škode kakor čeprav, a ne, tako kot tudi pri mlečnih teh nadomestkih je zelo podobno. Je treba biti zelo pazljiv, kaj vse je tudi tam noter, a ne. Tako da jaz sem bila par let čisto brez, zdaj sem si pa malo kar letos privoščila, že lansko leto v resnici, malo več sira recimo. In mi že kaže malo več nog, ampak jaz imam to srečo v nesreči, da takoj na eni nogi vidim, ke mi žila malo izstopi. Da sem pretiravala in pol dam stran in se lepo umiri, a ne. Tako da zdaj pozimi ga res dam stran, ke je tudi bolj pasivna energija. Poleti si pa privoščim kakšno mocarelo, bivoljo pa tako zelo rada. Ampak ja, pazim, koliko je količinsko tega, a ne. Jaz si recimo privoščim margarito enkrat na leto, ampak se nikoli ne konča dobro. Veš, ker je moj organizem tako, nenavajen več mleka, ampak ne želim pa, okej, jaz sem veganka in si dati etiketo za celo življenje. Jaz, ko grem v Trst, mi paše iti na pico.
Ampak pol po navadi ni dobro, ker vseeno, a veš, tako kot če bi zdaj to Reagira. jesti meso, saj mi ne bi bilo v želodcu, ne bi bilo v redu s prebavo, ne, pač to pol problem, no, tako da. Ja, ja. Okej, kako bi pa ti rekla, da pa vseeno te prehranjevati iz stika oziroma biti povezane s telesom, če smo tako, če nismo še tega doživele. A veš, mogoče kdo Či sploh ne razume, kaj, si ti zdaj govorila, ker je prehrana nekaj, kar ni pomembno, a ne, tako kot mogoče res nekomu ni pomembno, ali je umetna kozmetika ali je naravna, a ne. Po mojem je težko začeti, če si bil ti mogoče od doma navajen, ne, in nimaš tega. Ja, sigurno je težko, a ne, ker nekaj, zato tudi recimo večina ljudi začne tudi pri hrani šele, ko nastane en problem, kot kurativo, ne kot preventivo. Tradicionalna kitajska medicina je vseeno prvotno namenjena preventivi, a ne, da ne pride sploh, a ne, da že prej začnemo, a ne. Ampak, to vprašanje mi je v resnici zelo zakomplicirano, ker jaz se s hrano celo življenje ukvarjam, a ne, ker me je vedno zanimala. Ampak ja, jaz bi rekla, začni s tem, s temi prvimi vprašanji, ke sem jih dala, kako se počutiš, kaj si dal, se ti zdi, da si s tem zadovoljila svoje potrebe, kako se počutiš, kakšna čustva imaš, po drugi strani, kakšna je tvoja energija. A si zdrava, si vitalna, pokaš od energije, a ne. Da si začenjaš ta vprašanja postavljati, a ne. In dandanes je ogromno enih metod, idej, kje lahko, kaj lahko, a ne. Najdeš odgovore, napišeš Googlu, ChatGPT-ju, a ne, ima milijarden odgovorov, a ne. Pač najdi tisto, ke tebe premakne. Jaz ne rečem, da je za vse tradicionalna kitajska medicina pač prava, zame je, a ne. Jaz sem zelo taka konzervativna, sem probala tisoč in eno dieto in vem, da ni odgovor v modernih dietih, a ne. Sem sprobala na svoji koži, tako da jaz sem tukaj našla odgovore na zakaj se nekaj dogaja, a ne, ker mene to zanima, da odpravim vzrok nečesa, kar se mi začne dogajati. In že če začnejo hoditi recimo začnejo hoditi na tržnico, recimo, da grejo enkrat na teden na tržnico in kupijo od tistih kmetov, ke nimajo vse zelenjave, ke imajo zelo malo, ke imajo sezonsko, to nimajo sploh stika. In kupijo neko zelenjavo v trgovini in si dajo eno zraven drugega in gledajo, prvo samo gledajo, kakšne oblike je ena, kakšna je druga, jo prerežejo, jo vonjajo, kakšnega vonja ena, kakšnega vonja je druga. Koliko je sočna, ima kaj tekočin v sebi, a ne. A je solata kaj diši ali je čista plastika, a ne, da začneš malo na ta način opazovati in pol tudi, ko kuhaš, a ne, enkrat uporabi eno, drugič drugam primeri, kaka je razlika v okusu, a ne. Da začenjaš sploh te čute, a ne, uporabljati, a ne, ker jih ne poznamo, a ne. Večina ljudi sploh ne zna čutiti, ne zna se, ne voha, ne vidi, a ne. Recimo jaz si ne predstavljam več obrokov brez zelenjave, ampak da mi daš na krožnik eno razkuhano zelenjavo, ke izgleda na udi že tako, jaz tudi probala ne bom, a ne. Mora tudi lepo izgledati, a ne, da si naredimo, da nam je to pomembno postane, a ne. Sem v skupini kar ene par dušic, ke recimo jim je hrana recimo, bila tako, ne znam kuhati, odveč mi je, tako, a ne. Jaz tudi nisem rada dolgo v kuhinji, zato jaz vse imam recepte, načeloma so vse na hitro narejeni. Ampak ke začnejo, ke pridejo ali v program ali pridejo
ena tudi zadnjič prišla ena k meni s prijateljico, ker bo kao prijateljica kuhala za njo v službi, da bo lahko ona spremenila, ker ona ne bo kuhala, ke je vse skupaj aberdezno. In na koncu, kaj se je zgodilo, po enem mesecu pride ta prijateljica na ta drugi posvet, in reče, sem rekla: "No, kaj si pa skuhala, ne, zdaj imava v službi in tako." In reče: "A veš, nisem jaz kuhala, ona je kuhala." Sem rekla: "Kako si rekla, da boš?" "Ja, pol sem pa jaz imela ene pač težave, gor dol, nisem zmogla in je ona povzela pobudo in zdaj ona kuha." Se pravi, je nekaj se je naredilo klik, a ne. Pač enkrat se moraš tudi sam odločiti, da ti je to pomembno, in začneš raziskovati, a ne. Če sam ne narediš ti nekaj zase, noben drug ne more, a ne, samo mi sami lahko, a ne. In če se spopadaš s kakršnimi koli izzivi, zdravstveni, če nimaš energije, če so čustva niso v ravnovesju, pol imaš težave, se pravi, začni iskati vzroke, a ne, in eno od teh je vedno je tudi hrana, ker ješ vsak dan večkrat na dan, a ne. In se pravi, se lahko hraniš, se lahko zdraviš ali se zastrupljaš. Odločitev je vedno v naših rokah. Na ta način. Sem rekla, da sem hotela vskočiti, a ne, kje začeti. Zelo veliko sem jaz dobila odgovorov, a ne, pri tebi, mimogrede ob razstrupljanju, a ne. To ni bil program, ki bi rabil, za katerega bi rabil ti zdaj vsak teden ne vem koliko časa, ampak pač mimogrede, a ne. A veš, okej, jaz sem čutila, da meni niso te moke, pa sem dobila neke druge zgoščevalce, a ne. Pač in tole, kar se zdaj pogovarjamo, tukaj na splošno vsa predavanja, se mi zdi, itak je tudi povabilo v to, a ne, v ta stik, s sabo, tako da okej. Tole si mi že odgovorila, kateri so tisti nežni znaki, da telo potrebuje podporo, da se vprašamo pač, kje so naša čustva, kje je naša energija, a ne. Ni Ki ne mesi, ja, seveda, vse to, a ne. Nespečnost. odgovor, a ne. Ja. Tako da jaz, ko zvečer jem, jaz vem, kaka bo moja noč, res. Pa vseeno kdaj pač riskiram, a ne. Ja, včasih pač to je življenje, včasih tudi rabiš in tudi jaz sem naredila to, sem vedela, da mi bo enkrat frappuccino sem imela prav, včasih sem ga imela ful rada in to je ledeno, a ne. In sem vedela, da to ni dobro zame, ampak sem rekla: "Ma, če sem včasih to lahko, toliko se mi ga lušta." In sem ga v celovcu sem si vzela za sabo za domov na Ljubelu, mi je bilo že tako hudo, a ne, pa še pol ga nisem spila, a ne, in sem rekla: a mi bo treba tega." Ampak ja, več ke manj pol takih momentov, ke vidim, da mi ni dobro, lažje se pol drugič odrečem, ampak najdeš pol tudi druge, ke so ti pa ful a ne, ke jaz rečem, sladica, te pregrehe se spreminjajo s tvojim okusom, s tvojim načinom življenja, a ne. In včasih je bil čokoladni sufle moja najljubša sladica, ne, zdaj me sploh nič ne gane, a ne, zdaj je mogoče čisto nekaj drugega, a ne. Imaš mangovo kremo. Ja, tista je tako tako ful dobra, a ne. Ampak res se spreminja, a ne, tako ko se mi spreminjamo navznoter, se tudi navzven. In ja, mimogrede, kot si rekla, a ne, lahko dobiš ful teh, vsepovsod, ampak slišati jih moraš, ne. Tudi to je poanta, in zdaj, če si ti nekje v enem programu, ke traja 30, 40 oziroma letos smo imele celo 50 dni, kar moram res kapo dol, veliko jih je bilo od tega prvič na razstrupljanju, ke sem mislila, da bojo zdržale samo 30 dni, kar jim tudi povem, da je prvič lahko bolj naporno. Tam dobiš ful že teh tudi odgovorov in, dobiš tudi neko kolektivno moč skupine, a ne, da ti pomaga te držati, ker ko smo same, je včasih tudi težko, pa če nimaš še podpore doma, v družini, če vsi se pašejo zraven, ti pa si pač na razstrupljanju se ne moreš basati ravno z vsem pa ob vseh urah, je lahko težko, a ne, in je pomemben ta suport, ne, v tistem času.
meni je bilo top. Tako nisem veliko sodelovala v smislu, da bi nekaj, slikala, okej, ampak, meni je bilo pomembno, okej, jaz ne jem, 100 drugih ne je, izmišljujem si, in ja, jaz sem se držala in tudi doma, ke sva se z možem zmenila, zdaj sva čisto popustila, ne jeva po 6. uri, če midva ne drživa skupaj, je ful težje, a ne. No, veliko težje, a ne. In ja, se zgodi tudi, jaz res večinoma ne večerjam, ker pač niti nisem lačna, sploh odvisno zdaj, kdaj imam kosilo. Ampak zame je zadnji obrok okrog 5. večinoma, včasih 6. Ampak ja, se zgodi, da grem tudi na večerjo, a ne. Ponavadi, ko je to v združenem, čeprav z večinoma prijateljev smo se zmenili že tako, da se prej dobimo, kadar vemo, da bomo šli jest, ampak ja, so izjeme. In takrat vem, da pač bom drug dan mogla popaziti, a ne, si bom mogla telesu dati, da to vse on sprocesira in to naredi, a ne, da ne morem drug dan spet jovo na novo, ne, ga napadati, a ne, tako da tudi ti mali triki, kaj lahko narediš vsak dan, so zelo pomembni, a ne, tako da zdajle po večerji, tem, božičnem morda, novoletnem času, ke bo tega veliko več, morda, da zvečer recimo prva pomoč, kadar se preveč najemo, ke nam je težko, da spijejo sodo bikarbono, a ne, zvečer pred spanjem pa zjutraj, ko vstanemo. Zato, da damo želodec v pH nazaj, popravljamo, a ne, da ni preveč zakisano, a ne. Aktiviramo jo vedno v vreli vodi, se pravi, damo pol žličke sode bikarbone v kozarec z vodo, damo en toliko vode, vrele, premešamo, da ti mehurčki naredijo svoje, in potem hladno zraven in spijemo toplo, to je prva pomoč, a ne. Tudi kadar greste kam, pa se ni hrana čisto okej, pa vas želodec boli, a ne. Ne pa tega zdaj zrabljati za vsak dan čez celo leto, ker ne bo več delovalo, a ne, in si lahko poškodujemo tudi sluznico, a ne. Seveda bikarbona je dobra tista iz trgovine, katerakoli pač. Ja, ne, ni vsaka dobra. Soda bikarbono je lahko tista iz trgovine, ke jo poznate za kuhati, ke ima plavo pa bel pokrovček, ke imamo za peči, tista je okej. Drugače kupimo jo v Sanolaborju, Solimé je meni najboljša, drugače je še Orgona, ke je tudi kvalitetna. Tiste v škatlah, ke jih imate, a ne, to Hofer, Spar, to je za čistiti, za zelenjavo prati, za tla čistiti, ne tega v želodec dajati, ke si boste uničili želodca, a ne. Se pravi, tudi tukaj, kaj je dobro zame, a ne, jaz vedno rečem, ta moj stavek: "Naša usta niso kanta za smeti, a ne." Samo najboljše zase, a ne. Smo vredne tistega najboljšega, a ne, tako ko se ne oblačimo v plastiko, v vrečke za smeti, tako tudi vase, a ne. In tako ko dajemo naravne, dobre kreme, ke čutiš, ko ti naredi, kot bi te žame to nekdo pobožal, ali daš ono, ko te vse špika, a ne. Isto s tem, a ne, tako da to je ena prva pomoč, recimo, ke je, v tem prazničnem času praznovanja, si res lahko naredijo teden, lahko tudi en mesec to kuro naredijo, a ne. Ampak kot pol, ja, pol pa je konec, a ne. Ja, kdo, če ima zelo uničen ta sistem, če je bil zelo naporen, december, oziroma lahko si izmerijo tudi pH urina, a ne, z lističi, ke jih dobite isto v lekarni, si zmenite, kakšen imate pH, in če ste zakisani, pol naredite kuro s sodo bikarbono en mesec, recimo, da se stabilizira, stanje telesa. Ja, se pravi, tudi decembra v bistvu lahko izbiramo, Ja, fino izberemo. Saj malo kombinacije pa bolj kvalitetne stvari vse, a ne. Veš, da pijemo kuhančka tam, ke je res kvaliteten, recimo, a ne, ne tam, ke dajo najslabše brozgo not pa poln cukra, da gremo na kvalitetno, dobro hrano, se zahvalimo, a ne, tudi imamo ta obred, da je ta hrana najboljša za nas, a ne. So ti decembrski, s čim si lahko pocrkljamo, a ne, pa naredimo v vsakem dnevu tudi nekaj, in da vedno tudi malo zelenjave zraven naročimo, a ne. Se pravi, da izbiramo najboljše za sebe in smo nežne do sebe, a ne, ker vsega naenkrat tudi ne moremo spremeniti, a ne.
Ne gre. ne smemo si preveč naložiti. In ja, jaz se ti zahvaljujem, res za ta pogled, ki nas uči, da hrana ni le gorivo, ampak je tudi sporočilo, a ne. Vidim te, slišim te, pomembna sem, kar pol ti vnašaš v to svojo skupnost, se mi zdi. In, ful ti hvala za to in za to, da si bila spet tukaj z nami. In ja, za božičev večer, dobro hrano, živo hrano vam želiva, a ne. Ja. Pa seveda veliko Rade v časa. teh trenutkih in ja, ko boste pa razmislile o razstrupljanju, in če niste tega, vešče, vas vabim februarja, drugo leto začnemo že 13. februarja. Ste res toplo povabljene. Bova dale takrat. Ko Bova dale takrat, veš. Ja, tako da, vam želim tak lep skok v novo leto. Naj bo čarobno in polno upanja in, iskrivosti in lepih stvari. In zaupanja. In prisotnosti in zavestnega odločanja. Ja. A ne? Ful. Hvala. Hvala vsem in se vidimo v Čao. Pa. Pa. Pa, pa.